Živijo in lepo pozdravljeni. Današnjo temo sem si pa dal, jaz pa kar bolj za zares. Bomo pa zdaj govorili o tem, o čemer se jaz nisem hotel dotikati, z namenom. Nisem hotel nekih zaključkov vleči okrog cepiv, okrog cepljenja, okrog same bolezni, okrog ukrepov in tako. Jaz sem se od teh stvari namenoma distanciral. Ja, zakaj pa? Zaradi tega, ker živ Bog ne ve, kaj je za zares res. Šušlja se svašta, preberemo lahko svašta, jaz se strinjam s tem, virusi ne obstajajo kot taki in virus, ta zdaj ta strašen, tudi ne obstaja. Sej pa ja nima nobenega dokaza. Okay? Če ni virusa, potem ga nimaš s čem stestirati. Tudi to smo že dokazali, so dokazi in študije, da PCR test celo tak, ki ga je naredil, je rekel, on ne izkazuje nobenega virusa, ampak v bistvu zmeraj je lahko pozitiven, če ponavljaš cikle. Kaj točno, sem že malo pozabil, skratka zame PCR ne obstaja. Zatem pridejo ukrepi, ki ne ščitijo. Maska ne ščiti pred virusom, ki ga ni, ker si se šel testirati na virus z nečem, kar ne pokaže virusa, če virusov ni, ne. In ti imaš COVID potrdilo in zdaj ti, da si testiran, pozitiven, negativen in potem s to masko in s temi papirčki letiš sem pa kje. Se pravi, virusa ni, testi ne delajo, maske ne delajo, če se pa virus ne širi, če ga ni. Maske so samo izkaz suženjstva, ponižnosti, poslušnosti in ubogljivosti. To že vemo, da so 100 let nazaj devali maske na gobec sužnjem, da jih niso mogli govoriti, pa da so bili omejeni. Zoprno se me ni slišali, ne. Skratka, znak suženjstva je to. Vse te distance, varnost, ne, so bile distance od srca do srca, da na magnetno polje srca ne vpliva drug na drugega, se pa veste, da če hočete se med fajn, morate koga stisniti pa zaplesati, pa vsaj stisniti k sebi, ne pa od tam daleč. Okrog so satanisti prinesli vse ljudi, ki so razlagali, da ostani doma, bodi na varnem. Hvala Bogu so zamočili stvari, da v bistvu smo bili toliko distancirani, da smo se nekateri že začeli poglabljati vase. Hvala Bogu, da smo se večji del ljudi začeli poglabljati v sebe, ker smo pa tam noter najdli pa nekaj, kar sploh nismo vedeli, da obstaja. V tem hitrem tempu hrčkove dirke življenja, ne, nismo utegnili mi se sami sabo ne pogovarjati, ne spoznavati, ne tako. No, tako da sama karantena mogoče iz tega naslova pa ni bila slaba. Ko imam lepe žarke, a vidiš, ker mi na kamero sveti. Sad ga nema, sad ga ima. Čak bom samičko nabrnil, lepa še bolj. Jaz hočem manj, on je pa še bolj. Bom pa takole, se prav. Sem šel v naravo, sem takole kar na šanku, veš. Ok. Na to so zdaj pa oni prišli z rešitvijo, da pa imajo pa cepiva. Nas je opozoril Che Guevara, mislim, da je bil, ali bil Gaddafi. Che Guevara ali pa Gaddafi, eden od teh dveh je rekel, oni cepiva že imajo, zdaj sem študiral, katero bolezen si jo bodo zmislili oziroma scenarij, kako zdaj ta cepiva preterati. No, pol je bil pa umorjen. Pa mislim, da je bil Gaddafi. Ne me za besedo, če sem se zmotil, bo pa kar pogooglite. Njihov plan je bil depopulacija planeta. A imamo to informacijo. No, in oni so cepivo ubrizgali in oni so ugotovili, da bi bilo super, če nekaj nam ubrizgajo, pol pa 3-4 zdaj vse naenkrat priklopijo, ne. To bi bil njihov najjačji satanistični obred, da v bistvu vsi ljudje naenkrat na svetu padejo dol. Tle neki so oni ta 5G antene preterali in iz tega naslova tudi antene postavljali, podirali drevesa, da bo res efikasna stvar. Tako. A sem naredil dober uvod. In potem so se šli ljudje cepiti. A ne? Zakaj? Zakaj so sploh ljudje se šli cepiti? Pa zakaj se jaz nisem šel? Zakaj je ena čistilka pogruntala, da nekaj ni v redu, ta druga je pa pala na foro? Zakaj je en zdravnik se šel cepiti, drug pa ne? Kaj je razlika? Samo stopnja dušnega razvoja, duhovnega razvoja, na kateri stopnji je pač duša. Ne?
In tista malo starejša, ki je pa malo ZKP-nuca, pa reče, čak, ne velja, ne, ta zdrava, ne, logično razmišljanje, oziroma ne mudi se še, oziroma ni še taka panika, mislim, da cepiva že v štartu nekaj niso okej, ampak glej, mislim, če bo treba bomo, ampak nekaj ne velja. No in seveda iz tega, ti si Turšič teoretik zarote, se ne greš cepati in v bistvu, ja, vsak dan sem pa še bolj prepričan, da hvala Bogu, da si nisem šel in tudi pod točko razno se ne grem. To je moja zgodba. Nekdo drug je šel se cepati v vrsto. Prvi. Zakaj? Zaradi strahu. Zaradi strahu, da ne bo fasal težke bolezni. Ne? Zaradi strahu, da ne bo izločen iz družbe, ker se bodo itak vsi cepili. In so se že cepili in on tudi more. Ne? Pa so ga še napopali, da v bistvu zdaj, ko si cepljen, skrbiš za družbo, tako da si priden, ful dober član, bravo, res. In ti bomo dali kar za eno liziko, ker ti pa si odgovoren, ne? Se si pa šel pičati. Drugi so se morali iti cepiti, ker če se ne boš cepil, boš ostal brez službe. Pa cepati, ne? Če se ne boste cepili, ne boste mogli po hrano. Se pravi, v vsakem primeru se je šel človek cepiti zaradi strahu. Ja? In seveda pol druga doza, ampak že med prvo in drugo je marsikdo po prvi rekel, čakaj malo, pa jaz se tako čudno počutim, ne vem, če je tole cepivo okej. Ma se mi je že razlagal, da ni, ne virus, ne cepiva, da niso kulne. Ne grem se. In so prvi, tisti, ki so se enkrat cepili, so že rekli, okej, ne grem se več. In tle so oni že premagali prvi strah, da čakaj, če ni virusa, jaz se ne grem cepati, ne mislim, so premagali ta prvi strah. Eni so se šli cepiti drugič, še vedno zaradi strahu, katerega točno, ne bom se še enkrat ponavljal, in tudi tretjič. Vendar tudi po drugi dozi so nekateri pogruntali rekli, čak, tole ne valja, nekaj me boli, jaz takrat naprej imam kolk me boli, pa mišice, pa ne morem razmišljati, pa ne morem se skoncentrirati, pa ne vem kaj. So po drugi dozi pogruntali. Evo. In po tretji dozi so zdaj, ker pa čakamo na četrto, ne. Zdaj pa, pa se je že bil, ne, prva, druga, tretja booster, ne, vse se že zabrkalo. No, skratka, zdaj že čas ni bilo neke te cepilne akcije in so se vsi polno cepljeni že mogoče vmes začeli malo spraševati. Seveda bodo imeli priložnost iti še na naslednji odmerek, zdaj pa ne bom številka, še na naslednjega bodo imeli možnost in nekateri bodo seveda šli. Zelo velik pa se je zgodil in se bo zgodil osip med temi ljudmi, ki bi mogli iti po naslednji odmerek, ki so dobili vse, zdaj pa še po ta zadnjega, jih pa ogromno ne bo šlo, ker so pa že vsi potolčeni, eni imajo težave sladkorno, eni z mišicami, eni bolečine, ovo. In kaj? Mi, teoretiki zarote, v bistvu opozarjamo, da so cepiva pa res nevarna, da to te pa ubija, ne? Da ne se cepati, ko boš riknil. In zdaj to slišijo ljudje, ki so cepljeni. In zdaj oni so se šli cepiti iz strahu, da bodo na varnem, in zdaj mi rečemo, da je ful nevarno, ko so se cepili. In oni so iz tistega strahu, ko so ga imeli, so zdaj pa še bolj presrani in čakajo, kdaj jih bo pobrali. Ne, ni to tako zelo smešno v bistvu. Ni tako zelo smešno zaradi tega, ker ljudje so šli iz strahu še v večji strah. Smatram, da cepiva ne bodo delovala, ker bo G5, mislim, da ne funkcionira. Zdaj, to so moji zaključki, če imate boljše, seveda dobrodošli, pa mi pokomentirate. Smatram, da G5 pa cepiva bi mogla skupaj delati. Tako jaz si razlagam, pa saj sem že namige dobil tudi v tej smeri, tako da ni čisto iz trte zvito. Cepiva niso to, kar so. In ljudje v bistvu, ki umirajo, ne umirajo v bistvu po mojem generalno zaradi cepiv. Ker placebo efekt, o njemu sem tudi nekje že govoril, placebo efekt je, če ti z mislimi sam sebe lahko pozdraviš, sam sebe tudi zboliš. Več strahu, več negotovosti, prej boš bolan in to se odraža, se manifestira. Ker strah ni nič drugega kot nizka vibracija. Sreča, veselje, zadovoljstvo, uspeh, kreativnost in tako, to pa je visoka vibracija. In ljudje, ki so v nizki vibraciji, so dovzetni za bolezni. In njih se prime vsaka bolezen. Jaz
mislim, da v cepivih mora biti nekaj ipak, da ljudje so se začeli obnašati drugače. No, v bistvu bom tako rekel, cepiva niso to, kar govorijo, kar v bistvu raziskujemo, nevarna sama po sebi. So, nekaj ljudje se cepljeni obnašajo drugače. So zelo ignorantski ljudje, ki so cepljeni. Nočejo slišati nobenega dejstva, pa mu pokažeš stvari in on gleda stran. Ne? Zdaj, po eni strani jih tudi razumem, po drugi strani jih pa ne razumem, pa se s tem ne bom pretirano ukvarjal. Bolj bi rad, da jih skupno vsi razumemo, ker če bi cepiva bila res toliko nevarna, pol bi dejansko imeli več, bom rekel, res smrti. Ljudje umirajo pravzaprav zaradi tega, ker so v strahu, v nizki vibraciji in imajo neke pridružene bolezni, že v štartu imajo, ne vem, zdaj se bom zmislil, sladkorno polnjetje slepiča, pa ne, ta je akutna stvar, ne vem, bronhitis, glavobolest, ne vem, želodčne težave, inšija se revmes, ne vem kaj. No in ljudje tudi umrejo zaradi tega, ker najprej so se šli cepiti iz strahu, potem jih ustrahujejo mediji, potem jih pa ustrahujemo konec koncev tudi mi, ki govorimo, kako je nevarno. Mi smo jih že prej opozarjali, so nas ignorirali. Nič ni s tem narobe, konec koncev. In ti ljudje imajo pač nizko vibracijo in ta bolezni, ki jih že imajo, se jim pojačajo, če jih pa niso še imeli, so se jim pa naredile. In ne bodo ljudje fizično ne umirajo zaradi cepiva, ampak predvsem zaradi mentalnega stanja nizke vibracije. Ja? Jaz sem ničkolikrat že rekel, mi gremo v obdobje visoke vibracije, Zemlja se sama hitrejš vibrira, mi hitrejš vibriramo, vesolje nam pomaga, napovedani so ti časi, biblijski so, res je, smo v epohi, nismo mi zdaj v nekem krtku, v nekem obdobju, kjer mi smo prišli na konec časa, ja. Jaz želim vlivati upanje, nikoli ne želim deliti strahu in tudi ta video je pač točno iz tega naslova. Da cepljeni, želim jih pomiriti, da naj dvignejo vibracijo svojo in naj se ne obremenjujejo s tem, ali so cepiva škodljiva ali ne, ker s tem ne bodo pomagali sebi prav popolnoma nič. Ali pa ne boste, se zdaj ne vem, ali me gledate cepljeni ali ne cepljeni, jaz bi rad bil vsakmu upanje, da na koncu bo vse dobro. Dušne nivoje in naloge pa imamo vsi. In nekatere so tako mlade duše, da se bodo mogle reinkarnirati, to sem tudi zdaj že malo se ponavljam. In ja, bo šlo iz sveta kar nekaj ljudi, ampak tisti, ki pa duše nimajo. Smatram, da to so tisti ljudje, ki nimajo duše in bomo prepoznali sploh, da so to v bistvu kloni že v štartu ful cajta stari. Pa spet, zdravo zagotovo ne jemati ne mene, ne ničesar drugega, če vas stvari zanimajo, dajte začeti brskati pa uporabljati to z vašo lastno izkušnjo, z nekim znanjem, neko širino in tako, ne. Jaz sem omenil tudi, da se cepljeni odmikajo, z vsakim odmerkom bodo težje prišli do najti svojo bit, svojo notranjo srečo, svojo notranjo energijo in konec koncev to čarobno atomsko moč, ne, to pravljico, to domišljijo, do ta via vaja svet. To smo mi, kaj sem že rekel, da sem sekta. No, skratka, z vsakim odmerkom več bodo težje najdli balans nazaj. Tako da jaz vsakemu odsvetujem cepljenje vsem, zdaj 3-4 zdaj. Tudi če vas probajo kamorkoli stisniti, ne. No, se tu govorim že ves čas, sem ignoranca, ljudi bo povedala kam pa kako se bo kdo usmeril, ne. Spoznanje, to sem govoril o odmikanju, ja, cepljeni so ignorantski, ja, tako dejstva, cepljeni so v strahu, zdaj še bolj, ne, umirali ljudje, ki imajo nizko vibracijo, ja, dajte se tudi tega zavedati, strah znižuje vibracijo in ne samo cepivo. Mi moramo v bistvu skrbeti zdaj za balans svete trojice, evo ga, Turšič gre zdaj pa vsek ta izraze, Oče, Sin in Sveti Duh, tudi imamo pa Trinity, kar je pa telo pa duh.
In 3 stvari, ki gradijo nas. Mi smo iz telesa, imamo in imamo dušo, a ne? Duša je tista, ki narekuje nam, kaj imamo radi in kaj nimamo radi, pol pa logično razmisli, ali boš tekel hitro ali ne boš tekel hitro, ker čak, to sem dal slab primer. Kar imaš rad, pa kaj ti narekuje. Rad imaš tabornike, ampak ti narekuje, da ne moreš, ker moraš iti obvezno na morje v apartma, recimo, ker žena ima ful rada apartmaje, pa ne mara taborništvo in pač valjda je po njeno itak. In ti pa nisi v tej sreči, evo, kul. Zdrav duh v zdravem telesu, večkrat ponavljam, in tle je kabala nas kar dobro prišraufala, da smo bili vsi bolni, zastrupljeni prek hrane, zraka in vode, z njihovih legalnih drog, torej z drugim imenom drugs po angleščini, pomeni zdravila. Drugače, tisto, kar zdravi, se imenuje medicine, ne? V angleščini medicina, medikamentoza. In medikamenti rastejo v naravi, by the way, ne v laboratorijih. To je njihova idiotistična scena, in igrali so se oni z genetiko ful časa, ne. Jaz kar že malo smatram, da so oni zgenerirali razne klope, sesalce, pijavke, pajke in razna bitja, ki jih sploh ne poznaš. In genetiko so probali oni všpricati v naša telesa, da pač ljudje več ne bi bili ljudje, ampak jaz ne vem, kaj so si zamišljali, da bomo izgledali ali kako. Skratka, depopulacijski plan je njim padel v vodo, ker če bi bilo po njihovo, bi mi resnično v tem momentu že gledali konkretne padce ljudi po tleh in bi bili priča prisilnemu cepljenju oziroma nekim taboriščem. No, skratka, oni so si vse to že zarihtali in tudi časovnice zdaj se ne dogajajo. Skratka, tema nima več kontrole. Tako, in mi, če hočemo biti v pravem balansu, moramo imeti pod kontrolo telo in duha. Pomanjkanje. Mislim, mi pademo iz balansa in tam imamo pa mi težavo. Mi smo v bistvu celo življenje živeli izven balansa. V bistvu mi zdaj balans iščemo, to ravnotežje, harmonijo in ravnotežje smo prisiljeni ga poiskati, vsak pri sebi. Jaz sem rekel, narava, bosa noga, voda in pa sonce so stvari, ki jih nujno rabite. Če hočete imeti vi poštiman, pol ne smete negativno razmišljati. Ja? Dragi moji, mi smo v negativi že, odkar se jaz spomnim, je negativa, če ne boš to, bo pa boš pa kaznovan tako, če ne boš priden, boš dobil cvek, če boš prehitro vozil, boš dobil kazen, če ne boš tako pridno delal, boš dobil premalo denarja in tako naprej in tako naprej. Negativa se je zdaj stopnjevala do te točke, zdaj ali boš cepljen ali pa boš ob službo, zdaj ali boš dal distanco, tako kot smo se zmenili, ali pa boš dobil kazen 400 evrov. Zdaj pa še tako, ne, če ne boste vi se zbudili, ne, bo pa jesen cela štala. Dragi moji, jaz še enkrat, ponavljam se mnogokrat, moramo biti pozitivni, ker negativno nas bo pripeljalo v negativno in tako smo mi živeli zdaj. Vse, kar je negativnega, smo mi sami skreirali pod njihovo, pod satanistično dirigirko. Satan nas na nič narediti, dirigirati pa zna. Naredi to, naredi uno, pejt daj pejt sem, uno sem prines. To Satan zna, narediti pa ne zna. Še čevape zažge ponavadi. Če bomo mi pozitivni, vsak pri sebi bo sam sebi skreiral to, kar bo pozitivno razmišljal. Kolektivno je pa seveda to pa druga pesem. In večkrat sem poudaril, optimizem je nekaj, kar je možnost izbere. Vi se niste rodili optimist ali pa pesimist, to ste si vi izbrali. Vi ste si izbrali, ali boste zdaj se na nekoga jezili en teden ali pa žalovali za nekom 2 leti ali pa 4 leta. To je moj primer, ker sem 4 leta žaloval za razpadom svojega zakona. Mislim, res trapasto, dosti časa sem porabil za to stvar. Nič ne nuca, na koncu si še zmeri sam. Vsak je sam, ko ostane sam. Ne? In dejansko je uravnovešanje lastnega, se pravi v balans devati duh pa telo, je stvar vsakega posameznika. In
če mi negativno razmišljamo, pademo izven balansa uma. Če mi premalo duhovno napredujemo, pol smo mi v zaostanku, kajti duhovni napredek se začne z rojstvom in se konča s fizično smrtjo. In potem se reinkarniramo in od tle naprej, dokjer smo prišli, se reinkarniramo in nadaljujemo naprej. In v bistvu duhovni napredek se ne konča nikoli. Ja? Nikoli. Se ga pa ne najde v knjigah matematike, pa se ga ne najde v knjigah biologije, ampak se duhovni napredek najde preko lastnih izkušenj, ker te so neizpodbitne. Če sem bil, pa nisem bil, če sem bil jaz v otroštvu tepen, me ne bo noben prepričal, da batina ne boli. Recimo, to je lastna izkušnja. Če sem jaz cel pekel z vrelo juho, mi ne noben rekel, da se lahko z juho po glavi polijem. Veste, kaj čem reči? Lastna izkušnja je lastna izkušnja. In zdaj, tle se da pa manipulirati. Satan je ves čas manipuliral, verjemi znanosti, a ne, varno in učinkovito cepivo. Daleč od tega, pobili bi nas, če bilo po njihovo, vendar ni, in jaz mislim, da ne bomo. Ljudje ne bodo umirali fizično zaradi cepiv, ampak zaradi strahu. Zaradi tega, ker je nizka vibracija toliko nizka, da ne gre več z vibracijo zemlje, ki pa raste, strah pa določenim ljudem znižuje in jim ne bo dovolil postati na zemlji. Tako da ves pesimizem ljudje, ki ga imajo, jih ne bo pripeljal naprej. Sem prepričan, da ne. Tako da ne se bati cepiv, baste se negativizma, se pravi pesimizma. Ne bojte, nič se ni treba bati, delujte, kakor hočete. Jaz želim biti pozitiven, jaz želim vam povedati, da boste pozitivni, ker sem jaz se učil od ljudi, ki so pozitivni, ki govorijo o ljubezni, o lastnem svojem napredku znotraj miru, harmonije, mirnega okolja in narave. Ker mi smo narava, jasno, ne da smo del narave, mi smo narava, ker smo sestavni del tega, ne. Okay. Se pravi, če smo rekli, iz balansa vržejo negativne misli, duhovna šibkost, se pravi, rajš fuzbal gledaš, kakor da bi se ukvarjal sam s sabo, zaprl oči pa razmišljal o sebi, ne, se pravi, bom rekel, kontemplacija ali pa meditacija, se stvari zamenjajo za zabavo, entertainment, ne. Tle not spada žal tudi tek, pa kolesarstvo, pa to tekmovalnost, pa ta jajca, niso to čist prave stvari. Skratka, duhovni razvoj mora biti v stalnem napredku, ne pa v stagnaciji. Sistem nas je imel duhovno v stagnaciji, ker če bi nas hotel duhovno napredovane, bi nam te stvari podal najbrž tudi v šoli. Ja? Tretja stvar, ki mora biti v balansu, je pa seveda naše telo, zdrav duh v zdravem telesu. Tle so satanisti prijeli kar konkretno, ne? Poglejte, kakšne količine tablet ljudje jejo, kakšno hrano, kakšno Coca-Cola, jaz me se kar zgrozim, ko vidim folk, ki odpre pol litra Monster, Monster štalo, ne, mislim, kaj ti piješ človek, bože, pa ti veš, kaj delaš. Dobro, okej, to ni moja izbira, vsak ima izbiro. Če telo ni v polni funkciji, ne, je v disfunkciji ali pa zmanjšani funkciji, takrat se mi počutimo nemočne, ne dovolj močne, utrujene, izčrpane in tam mi moramo res popaziti, kaj jemo, pa kako se gibljamo. Nisem zdaj rekel, da je duhovnost ležati, pa v luft gledati, daleč od tega, delati neke vaje za telo, jih lahko delate, lahko pa greste kar tako iz užitka hoditi, pa gobe nabirati, pa zelišča nabrati, pa imate win-win situacijo. Imate doma in zelišča in sprehodili ste se, pa nadihali svežega zraka in še sonce ste dobili. Ne? Tako da imeti ta balans, to je tisto bistveno. In še enkrat, da bom zdaj, čak da se oddahnem, da sploh vam povem, kaj. Jaz sem se odločil, da bom naredil en video tlele, ampak seveda sem na bateriji, in sem rekel, bom dal en video za cepljene iz narave ven in sem pozabil povedati, da sem šel v naravo, no, a pa sej vidite, kaj sem hudo, da nisem povedal, bi vi mislili, da sem v kleti, ja. No, skratka, zagnal sem se v ta tekst, velik, ker imam kar občutek, da bo zmanjkala baterija. Po drugi strani pa včerajšnji video live smo naredili 2 uri dolg, pa sem rekel, nas je lahko malo krajši, 24 minut, ne, pa smo prišli naokrog. Cool. V bistvu smo mi prišli iz tega cepljenja, iz mojega vidika do konca. Rad bi
da se cepljeni nehate bati, da nehate čakati, kdaj bo zdaj ta doza prela, da se prevrnete, da nehate čakati v kontekstu, ja pa zdaj sem pa cepljen, zdaj pa pravi, da bom umrl. Ne to delati ne sebi, ne svojim svojcem, ker je mnogim svojcem v bistvu je tudi precej težko zaradi tega, ker so njihovi svojci cepljeni, no, ne. In ni čisto vseeno, niso v strahu samo cepljeni, ampak tudi tisti, ki niso, za te ljudi, ki so cepljeni, ne. Zdaj jaz bi rad pomiril, da ni fora po mojem cepivu, ampak v nizki vibraciji. Nizka vibracija, smo rekli, je strah, in strah smo rekli, da je virtualen. Strah se zamenja s pogumom in z ljubeznijo. Ja? Pa to je to. Pa to je to. Ljubezen je vse prisotna, univerzalna energija in brez ljubezni ni živeti ni in še rožca vsahne, če ni ljubezni, ne? Na ta način. V tem kontekstu, dajte probati spucati stvari iz sebe. Prva stvar, ki najbolj pomaga, je voda, za kaj naprej pa bomo probali pogruntati, kaj še pomaga cepljenim, ker ta propaganda pa antipropaganda pa naštelana antipropaganda, se pravi staged opposition, opozicija, veste, tako kot je politika, levica pa desnica, ne, se pravi koalicija pa opozicija, to sta oboje pripada isti ptici, ne. To je vse samo nam izgleda, ne. Leva, desna. Tako da tudi zdaj pri teh cepivih jaz bi rad eliminiral faktor strahu. To je vse, kar bi vam rad sporočil v 26 minutah, je prav? Faktor strahu umaknite in živite. Še zmeraj, tudi če ste cepljeni, greste lahko na sonce ležati. Mogoče pa se je golob rekel, da sonce pomaga, ne? Proti covidu pa mogoče pa tudi proti cepivu. Mogoče pa vas placebo efekt prime, pa boste rekli, sonce, nej se žge to cepivo v meni. A veste, da misli delajo stvari? Sej pa ja, sej pa strah imate vi sem tle noter, pa nikjer drgi, se ga ne da prijeti, ni šanse. Tako da v tem kontekstu, strah ven od sebe, zdaj smo pa pri veri, ne? Vera, upanje, ljubezen. Vera, da bo vse ok, ne, ni to vera, religija. Upanje, da bo vse ok, upanje je pozitivno. Jaz upam, da bo na koncu ok. In nisem negativen in nimam upanja, da bo konec sveta. Zagotovo bo konec iluzije, starega sistema, kot smo ga bili navajeni, ne bo več. Zagotovo gremo v nekaj ful lepšega, hitreje vibrirajočega, bolj zabavnega in nič strahu ne bomo imeli vnaprej, ker nas ne bo noben strašil, ker strašil nas je izključno Satan s svojimi, kaj pa boš. Dajte to stran, dajte se imeti prečudovito, pite vodo, jutri se bom pa kaj drugega spustil, ne, sej. Tem je kar zadost, ne. Skratka, še enkrat, cepljeni ne boste umrli vsi, ja. Umrli bodo tisti, ki vibrirajo nizko. Kako vibrirate, pa vaša stvar, jaz sem rekel, da ni slabe misli čez ramo. Ne nucajo, res ne, skrbi pa tudi ne. Dosta, družbica, imejte se prečudovito, imejte se radi, kaj sem rekel, sonce, voda, bosa noga, pa mir, ljubezen in še ful stvari. Sej enkrat bom nehal ponavljati, ko boste večinsko to razumeli in to tudi vibrirali. Ok, držite se, vidimo jutr, ajde, čaos.